Lep pozdrav vsem. Ko sem poslušal gospoda Horvata, gospoda poslanca, ko je rekel, ko smo končali s komunizmom, se je začela nekako tak druga zadeva, ampak jaz sem že lani povedal tu z te mize, da je pri nas tega ni. Mi smo še edina realsocialistična država v Evropi. In to si upam trditi in bom povedal tudi zakaj. Ustanavljamo državno podjetje za les, oviramo privatno inicijativo na kmetijah, dopolnilne dejavnosti in podobno. Bom pa povedal en take primer, zakaj je to tako pri nas. Ko so se razni sekretarji ali pa predstavniki administracije naše pojavljajo na občinah in razlagajo plan zemljišča in tako naprej. In sem s večino prišel do zaključkov takih, ko sem ga vprašal, recimo en primer bom povedal, za ustanavljanje, da si človek naredi malo elektrarno na potoku, kjer je bil prej mlin, 10 let, naprimer, zdaj že pa ne dobi, in pa pridemo tega zakonodaja ni in tako naprej, in vprašam, še naprej druga stvari pa reče, veste, to je pa lahko pridobitna dejavnost. Takrat me je seveda počelo, zakaj bi pa delal. In to ni bilo samo na kmetijskem ministrstvu, ampak tudi petih takih so prišli te uradniki in sem vsakemu jih napovedal s tem, da delajo za človeka, ne za upravo. In ko sem poslušal predsednico, je bila še premalo ostra za moje pojme, kajti ko bomo prišli na oblast, ne smemo menjati samo ministra, ampak prvo, drugo in tretjo stopnjo za njimi vseh. Takrat se je v Sloveniji začelo reševati drugače. Hvala lepa.